Pozdravljeni. Predstavljen je bil tudi nov bolid ekipe Visa Cash Up Racing Bulls in seveda pogledali si bomo skupaj, kaj so pravzaprav napravili pri ekipi iz Fajence. Najprej se bomo ustavili pri imenu. Namreč opazili ste na sami naslovnici, da sem uporabljal kratico. Ampak, če bi bolid imenoval spomnil imenom, torej Visa Cash Up Racing Bulls, bi seveda naslov bil tako velik, da bi ga težko spravil na samo sliko. Torej, VCARB je tista kratica, ki bo označevala te bolide. Čeprav moram poudariti neko malenkost. Tudi pri sami ekipi, kot vidite na tej objavi, so se malce zmotili in uporabljali samo kratico RB, ki pa je rezervirana za ekipo Red Bull. A pustimo sedaj, to ni važno. V Las Vegasu je ekipa v resnici predstavila samo novo barvno shemo, ampak kljub vsemu so v javnost dali tudi fotografije novega bolida, ki ga sestavljajo v Fajenci. Torej, čeprav v živo nismo videli tistega pravega, novega V-Carb 01, imamo dovolj materiala, da naredimo tisto običajno tehnično analizo. Najprej se bomo seveda posvetili barvni shemi in vsem zanimivostim, ki so vezane na njo. Nato v drugem delu bo sledila malce bolj podrobna tehnična analiza, kjer si bomo ogledali vse spremembe, ki so se zgodile med lanskim in letošnjim letom. In verjetno boste tudi sami opazili, da je teh kar nekaj. A ne smemo mimo ene točke, ki je po mojem osebnem mnenju izjemno pomembna. Opazili boste, da v predstavitvah današnjega bolida, kot pri predstavitvi novega Red Bulla, ne bom uporabljal raznih posnetkov, ki jih ekipe objavljajo. To zaradi slabih izkušenj v preteklosti. Namreč pri Red Bullu in takrat Alfa Tauriju so posnetke zaklenili in zato, če si jih uporabljal, si takoj dobil skorajda grozilno pismo strani YouTuba glede avtorskih pravic. Od takrat naprej verjetno ste opazili, sam tega materiala ne uporabljam. Ne gre za protest, gre za to, da se mi ne ljubi enih in istih stvari delati dvakrat brez posnetka. A lotimo se naše današnje predstavitve, naše današnje teme. In seveda, barvna shema je tista zadeva, ki mnogim navdušencem najprej pade v oči. In čeprav tudi lani smo imeli temno modro in belo, ki je nekako zapolnila večino bolida takratnega Alfa Taurija, je letos odtenek modre barve malce svetlejši. Marsikaterega izmed vas bo to spominjalo na tiste Scuderia Toro Rosso STR 12, pa tja do 14. Z veliko razliko, da odtenek modre barve je res podoben, ampak po drugi strani smo videli napise v srebrni in ne beli barvi. Tokrat je treba poudariti, da ne gre samo za barvo napisov, ampak tudi za območja bolida, ki so pravzaprav pobarvane v tem odtenku. In zadeva je zanimiva iz več zornih kotov. Prvič ta, da je bolid V-Carb 01 pobarvan v celoti, ne vidimo toliko tiste črne, skorajda nič, kar pomeni gola ogljikova vlakna. In o tem se bomo malce bolj podrobno pogovarjali na koncu. Druga, po mojem mnenju, zanimiva točka je ta, da kljub politiki, ki smo jo videli v prejšnjih mesecih, Red Bull ostaja, in to izjemno očitno, na samem pokrovu pogonskega sklopa.
Dejali boste, saj gre za ekipo v okrilju Red Bulla in prav je, da pokažejo svojo znamko, ampak to pomeni, da tudi prispevajo določen del budžeta. In tretja točka, imamo kar nekaj zanimivih novih pokroviteljev. Videli ste lahko, da na novem bolidu ekipe Racing Bulls se je pojavil napis Hugo Boss. In seveda to je znamka, o kateri je bilo kar precej govora v preteklih mesecih. Mnogo je bilo govoric tudi o tem, da bi ta pokrovitelj nekako prispeval dovolj denarja tudi, da bi bil prisoten v samem imenu, ampak iz tega ni bilo nič. Ampak poleg Huga Bossa je bilo ogromno govora tudi o Adidasu. Zaenkrat o Adidasu ni ne duha in ne sluha. Vzel sem malce pod drobnogled zaščitno opremo samih voznikov in opazil, da jih proizvaja Alpinestars, torej izgleda, da pogovori z Adidasom niso bili tako resni ali niso prišli do nekega pravega zaključka. A pustimo sedaj to pri strani. Pokrovitelj, pri katerem menim, da se moramo pa vsi malce ustaviti, je Tudor. Luksuzna znamka ročnih ur, ki je v lasti Rolexa, ki je pa glavni pokrovitelj Formule 1. Vem, vsaka ekipa ima nek dogovor z proizvajalci luksuznih ali manj luksuznih ročnih ur, ampak ta je še posebej zanimiva. Gre za tisto vhodno znamko pri tem svetu švicarskih luksuznih ur, kar pa pomeni, da sama ekipa je nekako vezana z enim glavnih podkrviteljev celotne serije svetovnega prvenstva Formule 1. Pojdimo raje k tistemu, kar večino izmed nas bolj zanima, in govorim o tehnični analizi. Tudi tokrat se bomo lotili pri sami konici in bomo odšli proti zadku, kot običajno, kjer bom skušal podariti vse tiste standardne točke in morebitne zanimivosti. Seveda gre za renderje. Čez nekaj dni na snemalnem dnevu v Mizanu bomo lahko videli kak posnetek pravega v Karba 0.1, ampak zaenkrat je dovolj to. Če pogledamo samo konico, bomo videli, da je ta spremenila obliko glede na tisto, kar smo videli pri Alfa Tauriju AT04. Tudi lani je segala na prednji profil samega aerodinamičnega stabilizatorja in seveda tudi letos se to ni spremenilo ter kaže na neke vrste trend. Po drugi strani lani je bila konica malce bolj zaobljena, malce bolj čokata, letos izgleda bolj zašiljena in če bi pogledali iz vrha, izgleda, da ima neke vrste trikotni profil in da je pri straneh malce bolj izdolbena. Gre za renderje, gre za moj občutek, mogoče se tudi motim. Če se pomaknemo malce navzgor, bomo takoj videli tisto prvo presenečenje, ki to v resnici ni. Govorim o prednjih obesah in seveda Pull Road, kar se je govorilo, da bodo pri tej ekipi iz Faence dobili seveda prednjo obeso Red Bulla RB19, kar se je v resnici lahko tudi zgodilo. Zopet še nek dokaz, da ta rešitev, ki smo jo najprej obzrli pri Red Bullu, nato pri McLarenu, pri švicarskem Sauberju C44 in sedaj pri V-Carbu 0.1, nekako dobiva na popularnosti in videli bomo še, koliko ekip bo sledilo temu trendu. Tudi tisti negativni kot zgornjih in spodnjih trikotnikov povzema tisto, kar smo videli pri lanskem Red Bullu. Seveda, v primerjavi z lansko rešitvijo gre za revolucionarno spremembo, ampak glede na navezo, glede na vse tisto, kar nam je bilo nekako povedano, nihče izmed nas ni presenečen. Ampak, če gremo še malce nazaj, bomo videli zopet podobnosti in razlike
s tistim najbolj uspešnim projektom, kar se tiče svetovnega prvenstva Formule 1, RB19. Če si ogledamo najprej bočni vstopni hladilni reži, bomo zopet ugotovili nek trend, torej podaljšan spodnji rob proti prednjemu delu samega bolida, ki nekako loči zračni tok med zgornjo in spodnjo polovico. Oblika je na prvi pogled dokaj podobna lanski, čeprav vse skupaj zgleda bistveno ožje. In tu se pojavlja prvo resno vprašanje. Opaziti je bilo pri mnogih ostalih konkurentih, kot da so znižali celotno bočno strukturo, ampak tu izgleda, da so ohranili tisti varnostni bočni element prav na enaki višini, kot je bil lani. Celotna bočna struktura in posledično bočna hladilna reža zgleda, da je nameščena malce višje kot pri ostalih konkurentih. Vsaj tak je moj občutek. Zgornja vstopna reža oziroma R-skop je v primerjavi z ostalimi tudi drugačna. Vidimo, da v preseku ima kvadratno obliko oziroma malce bolj pravokotno. Ni razvidno, ali obstajajo kakšni prekati, kakšne ločene celice, vsaj ne iz teh posnetkov, ampak vseeno, naprimer v primerjavi s tistim, kar smo videli pri pogonskem sklopu Ferrari ali pa pri pogonskem sklopu Renault, zgleda, da pri Hondi na vrhu imajo manjšo potrebo, tako po zraku za motor z notranjim izgorevanjem, kot predvsem za hlajenje raznih dodatnih elementov. Če si pogledamo sedaj bočni strukturi in to od strani, bi lahko marsikdo izmed nas pričakoval dobesedno podobno s tistim, kar smo videli na Red Bullu RB19. Ampak poleg višine bi rad poudaril, da pravzaprav pod bočno hladilno režo imamo kar močno izdolben del in pravzaprav podobnosti med Red Bullom in tistim, kar je Visa, Cash App, Racing Bulls, se končujejo tu. Če pogledamo samo tisti bočni del, bomo videli, da je res zadeva ožja, ampak ima neke vrste prekat, neke vrste grbino, ki preprečuje zračnemu toku, da bi zdrsnil navzdol. Z razliko od tistega, kar smo videli na Red Bullu RB19, ki je imel značilni prelom na tem delu. In poleg tega seveda vidimo izjemno širok kanal, izjemno širok tobogan, ki vodi proti samemu zadku. Seveda tisti srednji del samega pokrova pogonskega sklopa je značilen za to generacijo bolidov z izjemno široko bazuko, torej tem delom nad samim pogonskim sklopom, kar je po svoje logično. Ni videti kakšnih hladilnih škrg, ampak te se lahko pojavijo od dirke do dirke in pravzaprav bi lahko dejali, da vse ostalo je pričakovano. Zadnje vpetje, podobno kot prednje, pull road. In mnogokrat sem poudaril, da pravzaprav mi, navdušenci, prevelike pozornosti prednjemu in zadnjemu aerodinamičnemu stabilizatorju na teh predstavitvah ne smemo posvečati, če le ni kaj posebnega. In tu nekaj zanimivega je. Opozoril sem vas, da pri mnogih drugih ekipah lahko vidimo rešitve, ki so jih uporabljali naprimer koncem lanske sezone. Ampak če pogledamo sedaj zadnji aerodinamični stabilizator novega VCarba 01, bomo videli tam pri pomožnem aerodinamičnem profilu podobno rešitev, kot smo jo lahko uzrli pri tistih renderih predstavitve barvne sheme Haasa VF-24. Torej, na konceh ne vidimo tistega zaokroženega roba, ki se nekako zlije samo končno ploščo. In tudi to je ena izmed tistih točk, na katero moramo biti pozorni tudi pri ostalih ekipah. Namreč mene zanima,
ali rešitve, ki jih vidimo tu, bodo vidne predvsem na bočnih strukturah, tudi pri Red Bullu RB20, po možnosti za rahlo nižjo bočno strukturo. A ostalo nam je še nekaj. Primerjava, kar se tiče medosne razdalje med lansko in letošnjo varianto. Oba renderja sem poravnal na prednje kolo in razvidno je, da pravzaprav tudi vpetje varnostnega loka halo se, vsaj kar je dano videti iz teh projekcij, ni premaknilo. Ampak izgleda, da nov bolid ekipe Racing Bulls je nekako izkoristil vse tisto, kar dovoljuje pravilnik, kar se tiče medosne razdalje. 3600 mm, torej vidimo podaljšanje medosne razdalje, čeprav drugih sprememb tam na prednjem delu vsaj sam nisem zapazil. A seveda, mnogokrat sem dejal, gre za renderje, katerim ne smemo preveč zaupati in lahko bi se tu prikradlo marsikaj. Zato preizkus seveda na Zauberju C44. No, če primerjamo ti dve fotografiji, seveda eno nad drugo, bomo videli, da pravzaprav smo dobili potrditev tistega, kar sem povedal malce prej. Nobene bistvene spremembe, kar se tiče medosne razdalje med tema dvema modeloma, kjer lahko smatramo, da gre za maksimum dovoljenega. Zopet pri tej prestavitvi smo videli, da pravzaprav trendi, ki jih je postavil Adrian Newey, bojo vidni, po mojem mnenju tudi pri še ostalih ekipah. Zanimivo bo videti, v kakšno smer bodo krenili pri Red Bullu in pri ostalih konkurencah. Ampak kar se tiče te predstavitve, je za danes seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.